Ljudje, odhajam na potovanje v Vietnam in Kambodžo. Sem že tukaj v Zagrebu na letališču, čakam letalo. Najprej grem do Dohe, potem tam malo čakam in potem naprej v Hanoj. Komaj čakam, da se znajdem v hotelčku. Imam res dober hotel, boste videli. Upam, da bo šlo vse brez zapletov. Nikoli ne veš, kaj se naredi, kakšna prtljaga zgubi ali kaj takega, tako da Bog ne daj kaj takega. Imam pa že prve težave. Tole snemam z telefonom, GoPro ne dela. Dobro, da imam rezervo. Včeraj sem prosil sodelavca, ki je bolj tehničen tip, da mi posodobi aplikacijo GoPro, pa mi ga je in zdaj snema 20 sekund, pa se kar ustavi. Več ljudi mi je že reklo, da je GoPro sranje, tako da je najbrž res. Jaz je tu najbrž moj zadnji GoPro, bom raje ta DJI kupoval naprej. Imam še seboj Insta kamero, tako da tudi to bojo zanimivi posnetki, to moram še malo naštudirati. Imam pa tudi še rezervno DJI Action 3, ki je sicer slika majčkeno slabša, ni toliko žive barve, kot ta GoPro. Tako da imam tudi to rezervo, če to ne bo delal, se bom zelo ukvarjal s tem, ali bo ali ne bo. No, drugače, kakor veste, nimam nikoli nobenega domotožja, ko grem na potovanje. Včeraj pa sem se šel zvečer posloviti od nečakov. Mi je bilo pa majčkeno težko. Še bolj težko mi je bilo zato, ker je ta mal nečak, ki sem šel, majčkeno zajokal. Tako da nečake bom res pogrešal. Ampak treba je malo iz cone ugodja, tako da prepričan sem, da čaka me fenomenalno potovanje po Vietnamu. Veste, koliko je lepih stvari. Drugače, zasledite me na Instagramu. Na Instagramu me najdete po Tomaž Gorec. Tam bom skozi storije objavljal. Tako da me boste lahko skoraj uživo spremljali. Tle na YouTubu bojo pa taki daljši videi, zmontirani in tako naprej. Tako da tudi, če niste tukaj še naročeni na moj YouTube kanal, se prosim naročite. Glejte, obljubim vam zelo zanimive videe. Zdaj se grem pa z GoPro-jem ukvarjati, koga je. Prva klasa tle, jaz ne bom jezom tle. Da prvič v življenju sem si na avionu prvoščil vinček, neki Merlot, dober je. Evo, berem pa knjigo Kupidovi kiksi od Bojane Ivanović, za katero sem tudi intervju naredil. Zanimiva punca, pa dobre knjige ima. Ker je lakota fejst huda, bo tole zelo pasalo. Evo mene v Dohi, čakam letalo za naprej, bo zdaj kmalu prišel. 5 ur še imam do Hanoja, upam, da srečno prispemo, mislim, srečno bomo prispeli. Imam pa en problem, ful me glava boli. Veste, kako me glava boli? Ko bi mi en kar možgane nategoval. Gruntam, v čem je problem? Si pil sem dost, ne? No, pa sem se pa spomnil, da sem pa vin pil na avionu in zgleda, da me je tu zjebalo. Tako da, lejte, ni alkohol zame, ni. Nič, zdaj bomo pa počasi poleteli proti Vietnamu. V Hanoju na letališču sem si zrihtal SIM kartico, tale majster od zadju je car. Ful dober tečaj mi je dal zamenjati. Zrihtal mi je prevoz po ugodni ceni. Tako da dobro se je začelo odvijati, tako da super, sem vesel.
Evo, ljudje, prispel do hotela, vse v redu, vse v redu, plačal, čakam sobo, ker sem ful prej prišel, ura je tle 8, check-in je ob enih in zdaj se grem pa majčkeno sprehoditi, boste videli, kako tole izgleda. Vidite, ulična hrana, gužva, prodaja na ulici. Jaz sem tle malo sprehodil, še sam ne vem kje. Najdu bom en lokalček, se bom usul. Evo, tlele je neki kakšen, tale smuti bom pojel. Me prav zanimajo, kakšne so cene, pojma nimam. Drago ne more biti, tako da bo tole kar zanimivo, že vidim. Vreme pa, kakor vidite, ni buh ve kaj, ne? Tako da, evo, tle možakari čaj pijejo. 3D kamer, ne, 360 kamero tudi imam. Evo, lej, kako lepo tle se usedeš, malo gledaš. Madonna, prometa pa je. Tle je en jezero, znan, ker tudi sem nekje prebral, da se splača tle dobiti namestitev bliz in jaz imam bliz. In lejte, hotel sem vam pokazati, kako čez prideti na to. Noben ne ostal. Greš, probaš, moraš kar skočiti, še te povozijo. Sam tu še ni neka huda gužva. Tamle je most, gremo na most pogledati. Na tale most ne bom šel, ima neko stopnino, sicer ni velika, ampak bom šel drugič, ker zdaj sem bolj za kakšno kafano, da se usedem, ker sem uničen od leta, pa zdaj ta zadnja noč nisem nič spal, tako da nisem zdaj tle, imajo verjetno nekaj za pogled, pa nisem razpoložen, da bi nekaj skoncentrirano tu gledal. Se bom pa malo sprehodil, pa najdu nekaj, je pa, lejte, vreme pa čist žalostno, no, čist. Sem se na ulici v enem lokalčku, zdaj pri nas temu ne bi rekel lokalček, en smuti bom pojel, spil, pojel. Drugač to čist na ulici, takole, lejte, ulica, ne. Tako da čakam smuti. Cena pa €1,10. Tole je smuti za €1,10. Mango, banana, ne izgleda slabo. Atmosfera pa tudi čist dobra, tlele. Mi prav paše na ulici sedeti, malo narod opazuješ. In to je to. Martin Strel je rekel, da se Frankinje napiješ in naješ. Isto bi jaz pa za tole rekel. Se res tudi naješ, ne samo napiješ. Tako da bolj bi zato rekel, da se naješ, kakor od Frankinje. Od Frankinje si sam majčkeno pijen, če jo preveč piješ. Prej se sprehajam po Hanoju, zdaj je majčkeno vreme se zboljšalo. Čakam še sobo, ni še zrihtana. Mi pa ni čisto nič prijetno, ker spal sem mogoče dvakrat po 15 minut, tako da že 24 ur nisem spal. Tako da je tu bil mater, pa še na WC me mudi. Zdaj, ko pridem do cilja, bom najdel en lokalček pa šel opraviti to. Evo, pa sem najdel to ulico. Tukaj vlak še zmeraj voz, veste. In najbolj je zanimiv takrat, ko pripelje. In takrat so vsi teli lokali na bitu polni, ker pač ljudje to čakajo, ne. Tako da jaz sem zdaj šel sem, se sem povedal, zato ker
nimam sobe še, pa sem se sprehodil. Nisem gledal voznega reda, ampak zdaj siguren še ne bo hmal, zato ker če ne bi bilo to čisto polno. Tako da tukaj sigurno pridem, ko bo vlak vozil. Si jih meni prišel? Ti veš, da imam iz takele rad, ko si ti, ne? Kako si lep. Ja, kako. Si ti lepotec. Làm con Thúy ấy. Về, đéo cho để nhờ như đéo rồi thế. Để cái hẳn cái... Thank you, I'm not... Để hẳn cái ảnh sang để bán ấy. Đang ở ngoài hương đéo để luôn nhá. Mày dần dần lại lớn như con Thúy bây giờ đấy. Takle lokalček je tule. Hay là từ đầu. Nekje se na deca upije. Từ đầu không cho là không cho luôn, không lại như Thúy. Huda je tale, huda. Majster bej. Kajamo tukaj. Vlak bo prišel šele čez 2 ure. Meni se pa ne da čakati, ker vajte, sem po konč že koliko se ne vem točno. Po mojem mene 27-28 ur. Spal sem 2krat po 15 minut. Prešvican sem čist, tako da zdaj samo sobo iščem. In to je to, oziroma sobo imam, samo ni bila še prazna, tako da zdaj bo in grem se stuširati pa spat. Še malo bom pri hotelu, evo tlele, da vam pokažem en lep primer ulične hrane. Vejte, kaj vse imajo. Von je tak, da mi ni glih najbolj všeč, to se moram še malo navaditi. Veste, kaj imam tudi problem? Ja, to je zato, ker sem len. Pleša mi bo opalilo. Nisem si kape dal na glavo, pa jo imam v ruzaku. Zdaj pa še tele noter, pa mislim, da sem najlejte, tole je pa bolj moderna restauracija. Tole je bistveno bolj moderna. Tako da napišite malo v komentar, če bi vi tlele jeli. Ejte, tujci kar jejo, tako da ne vidijo nekega problema. Sej, tudi jaz bom, ampak nisem absolutno nič lačen. Drugače moram povedati, na Katarju hrana odlična. Tudi te stevardi, stevardese, ful prijazni. Tudi kar pride vprašati, boš še kaj, boš pil, boš še kaj. Jaz sem to malo izkoristil in sem absolutno set. Zdaj se pa spet malo oblačno ratalo, neč. Ja, tlele sem pa že jaz nekje noter. Čak, mogoče sem že zgrešil. Ne, ni. Tlele nekje sem jaz bliz, imam občutek. Čak, ja. Ali se motim? Ja, po mojem še malo pa sem jaz, moram na zemljevid pogledati. Zdaj pa mislim, sem na ta pravi poti. Tlele sem prej pil, tlele, glika sem emšel. Ne. A sem tlele, lejte, nimam spomina ta pravga. Tamle je desno, pol pa že skoraj sem. Lejte, vse je isto. Se kar zgubim. Tako da, kaj pridem, vam še hotel pokažem. Nisem še posnel, bo tudi zanimivo, še 2 minute imam. Evo, tole je glavna ulica. Glejte, mi smo pa tlele noter, moj hotelček. Tole je še ulična prehrana. Takrat, ki je bil kosil, so ful več dal mis. Evo, ta je pa moj hotelček tlele. Zdaj me pa menda čaka soba, evo, lejte. Kar lepo bom pol noter tudi posnel. Takole izgleda recepcija, ni slabo, tako da, thank you. Evo, prijazna gospodična mi prinesla za pit. Saj se prijazni samo, če bi jim rekel, da je tole klima malo manj laufajo, bi meni fejs odgovarjalo, sam ne bojo zastopili. Evo, da vam pokažem mojo sobo. Ima 2 postelje, ki jih sicer ne bom rabil. Lepa. Sicer brez okna.
ampak je zelo lepo. Kopalnica tudi top. Vejte, reš, lično. Zakaj sem ta hotel vzel? Predvsem zato, ker sem v dobu po slikah občutek, da imajo ful dobre zajtrke. Tako da to bomo pa jutri vedeli. Cena tega je pa 29 evrov na dan z zajtrkom. Napišite, kako se vam zdi v komentar. Šele zdaj ugotovil, no to vam nisem povedal, glede, da imam nove merelke, ampak ne vem, kako sem jih tako grdo zasvinal. Pa ne sem merelke, glede, tudi trenirko. Ja, tu sem že danes veliko prehodil, tako da... Še nekaj sem se spomnil, ko vam moram povedati. Veste, kaj sem razmišljal, da bi kavo nehal piti. Namreč, tle imaš te naravne sokove, mango, pa narajma mango, pa tudi vse drugo. In zakaj bi kofe pil, ne? Tako da sem rekel, moram kar takoj posnet, ker prej, ko bom, če tu poveš vsem, potem bom lažje nehal. Tako da, kaj mislite, pametno, da neham kavo piti ali ni? Oziroma napišite, kaj mislite. Kakor sem že večkrat danes rekel, zdaj pa sem potuš, pa spat, ker sem čist gotov. Zdaj sem se pa zbudil, 7 ur sem spal, zdaj sem pa čist drug človek, ampak zdaj imam problem, ker zdaj je 8 ura zvečer, jaz pa ustal. Tako da bom šel mečken ven pogledat, kaj se zvečer dogaja tukaj v Hanoju. Evo, sem že zun, vidite, tako da izgleda prehrana. Zdaj grem na eno ulico, ki je kao zabava se ful dogaja. Tukaj da vidimo, če bo kaj za posnet. S seboj sem vzel tudi tole 360 kamero, tako da bom tudi zdaj s tem začel snemati. Imam pa probleme, ker nimam vse kam dati, pa nekako tako čudno po žepih nosim. Vam bom pol pokazal, tlele, ker imam to selfie stick, še tako zgleda, ker da imam v žepu eno palco za koga tepst. Vidite, in če hočete kaj za pojest kupiti, ne, vidite, greste tako, ko ima tlele tale gospa, ne, in naročite, kar vam paše. Evo, masaž, kukar češ, tu si bomo tudi prvoščili. Masaže tam 15 evrov eno uro, tle v Hanoju, ki je mogoče pa še cenejš drugje. Za vsakem vogalom me sprašujejo, če hočem punco. Sem pa rekel, bom jaz tu probal posnet, ne. In pogrem pa s tole 3D kamero okol, ne. Me pa noben noče vprašati. Neham snemati, takoj pred me začnejo sprašati. No, sem pa se pri enemu malo tako trapazga naredil, kaj mi ponuja, ker prej sem v planu, sem rekel, aha, bom jaz to enega vprašal, da vidim, kaj sploh ponuja, pa po možnosti posnel. No, potem sem se pa kar malo ustrašil, sem rekel, kako pa če tu kakšen policaj pa išče takele, ki tu iščejo, potem te pa na policijo odpeljejo.
No, potem sem pa zbral pogum in enemu sem pa rekel malo, koga ti tu češ, mi začne pa slike babe kazati, ne. Tam je sicer ponujal masažo z srečnim koncem, pa sem rekel, koliko pa košta tu majster, pa je rekel $50. Sem rekel, da je pa mečken predrago, jaz ne bi šel, sem samo vprašal, kaj me zanima. Je pa pol še 2 minute za menoj šel, pa mi ceno znižal, pa ne vem koga še vse. V glavnem, ja, masaža je super, sem tudi že bil danes, pa še bom šel. 11 € je bilo 45 minut, pa dobiš tudi cenejš. Ja, s kakšnim tem happy endingom pa ne bi šel. Se mi pa, se veste, take stvari igravžajo meni, ne, tako da ne bom. No, zdajle pa sedim, tlele še en lokalček sem šel, sem si pa en pivo naročil, tak z okusom, pa je kar dober, z okusom ananasa. Evo, takole pa ulica. Drugače pa tele Vietnamke kar luštne, mrzkero luštno vidiš, tako da evo, no dobro, tale, ne, tale ni. Bom še kakšno pokazal, tako da bom tudi kakšno rekel, če se slika z menoj. Bomo videli. Neč, to je to, upam, da se me ta pier preveč ne prime. 3,5 alkohola, zame je hiter preveč. Evo, ura je 1 zjutraj. Jaz sem se odločil, da grem spat. Zjutraj moram najkasneje ob 7 vstati, da bo kaj od dneva. Čakajte, evo, takole da povem do konca, da se me vidi, kaj pol naprej je bolj temna ulica. Daj me sprašujete, če me je kaj strah, da mi je kdo kaj naredil. Vejte, da zdaj tamle po dokaj temni ulici, tudi malo, ne. Tako da, to je čist varno. Je pa tle, mislim, da ima Hanoj 8 milijonov prebivalcev, ne. Tako da, mogoče se moramo tudi mi vprašati, ne, zakaj je ena Ljubljana morda bolj nevarna, kakor en Hanoj. Mogoče tle kaj bolj prav delajo, kot pri nas, ne. Tako da, neč, sem hotel vam za varnost povedati, ker boste sigurno sprašvali. Nobenega straha, tako da. Tamle je ena diskoteka, sem uskaven šliš, pa ene 5 fantov varnostnikov imajo security napisano, ne. Ejte, tu so tudi, zato se nimaš kaj biti, ker tle nima noben več kot 40 kil, ne, kva ti bo naredil. Unih le 5 redarjev, mene je tamle, če bil pijen v diskoteki, me bi težko ven dobil, ne. Tako da, kdo mi bo pa na ulici kaj naredil, lepo vas prosim. Tako da neč, lejte, vesel sem, ful imam občutek, da bo dober, ne da bo, se že, noro, jutr lep dan, po jutrišnjem bo tudi lep dan, pogrem naprej, pa me čaka največja dogodivščina, vam noro ljudje, to je život. Ajde, lahko noč, nujno se naročite na moj kanal, všečkajte, napišite kakšen komentar, pa na Instagramu me tudi spremljajte, tle pa sprot storije objavljam, tako da se splača. Ajde, mejte se, adijo.